Dobar dan, gospod Uroš Novak. Dobar dan, pozdrav. Ste se naspali? Ja, vrak. Super. Jaz pa ne, ampak v redu. Danes drugi del nadaljevanke Navesti davčne utaje. Kaj ste nam pripravili lepega? Mislim, da so to gostinci in brezgotovinske blagajne oziroma poslovanje. Ja, predvsem je bil naš namen pri nadzoru gotovinskega poslovanja upraviti ta nadzor na nek nov način. Ne? Se pravi, ne tako smo ga upravljali do zdaj, ampak glede na to, kakšna je situacija in glede na to, kako poteka gotovinsko poslovanje v Sloveniji, smo predlagali Ministrstvu za finance uvedbo davčnih, tako imenovanih davčnih blagajn. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo te registrske blagajne, ko vi pridete pač nekam na kavo ali pa mogoče v trgovino, ko dobite račun iz blagajne, te blagajne bodo imeli poseben čip, če lahko tako imenujem, kamor se bodo zapisovali vsi podatki o izdanih računih. In kasneje teh stornacij računov ne bo več mogoče uporabiti. Pa bo ta sistem dovolj varen oziroma dovolj poceni, da se ga bodo lahko privoščili vsi, ki pač imajo neko podjetje oziroma neko storitev? Poglejte, seveda, vsak se ga bo lahko privoščil. Ti sistemi bodo delovali na večini blagajn, ki jih zdaj poznamo, ne bodo to računalniške ali pa navadne. Bistvo tega sistema, ki smo se ga pa mi zamislili, je pa predvsem to, da bo povezan na nek način z davčno upravo. Gre za en sistem, ki bi deloval na online liniji ali pa preko GSM, pač koliko bi se odločili, tako da bi davčna uprava sproti lahko spremljala poslovanje zavezanca. In kaj je bil naš poglavitni cilj? Naš poglavitni cilj je bil, da pri izboru rizičnih zavezancev, tako, če lahko tako imenujem, sodeluje stroj. Ne? Mi damo samo parametre, kakšne želimo, računalnik, program izbere rizične zavezance in se usmerimo samo na te. Se pravi, če lahko se izrazim po naše, to so 100% zadetki, oziroma bomo inšpicirali samo tiste zavezance, ki so potrebni inšpiciranja. Recimo, bom dal zdaj en primer, ki ga najlažje lahko dam. Če nekdo v neki trgovini, lokalu ali ne vem, prodajalni 10 ur ni blokiran na blagajno, je to že lahko en rizičen parameter. Ne? Ali pa če govorimo o delu na črno, ki ga tudi lahko spremljamo preko tega. Ne more nekdo imeti recimo 2 blagajni, ki sta stalno v uporabi, pa samo enega ali pa nič zaposleni delavca. Ali pa glede na to, koliko časa neka blagajna v funkciji. Ne? Se pravi, bomo z tega vidika lahko pokrivali več različnih inšpiciranj. Eno je gotovinsko poslovanje, drugo je nadzor dela na črno, s tem, da si bomo to lahko pomagali tudi pri drugih inšpekcijah, pa izmenjavali podatke. Bi s tem vašim predlogom morali zadostiti kakšne nove, oziroma uvesti kakšne nove zakone, kakorkoli zakonodajo spremeniti, oziroma kakšen odziv nameravate pridobiti pri tem pač nekem idejnem sistemu? Poglejte, mi smo lansko leto uvedli akcijo nadzora gostincev, da bi nekje videli situacijo, kakšna je na terenu. Ne? Na podlagi ugotovitev smo že lani in letos še enkrat pozvali Ministrstvo za finance k uvedbi davčnih blagajn. Seveda, da sistemsko pristopi k tej problematiki. Gre pa, da bomo zajeli celotno gotovinsko poslovanje v Sloveniji. To je bil en predlog. Drugi predlog pa je bil verifikacija oziroma podoben sistem pri prodaji vstopnic za prireditve. Tukaj bi pa zajeli tudi druge zadeve, kot so varnost na prireditvah, sproti bi lahko spremljali število, koliko je ljudi na teh prireditvah, kaj bi pa pomenili tudi stališča varnosti oziroma mogoče za manj tak dober pripomoček. Ta sistem morda že kje obstaja? Sistemi so različni. Najbolj znan je italijanski sistem. Italijani imajo davčne blagajne že več kot 30 let. Pred kratkim vem, da so se o tem pogovarjali na Švedskem. Ko sem pa bil na seminarju Evropske unije lansko leto maja v Innsbrucku, pa je bil cel seminar namenjen ravno temu. Organizirala ga Evropska komisija, povedali so, da se zavedajo problematike na tem področju, da večina držav razmišlja o uvedbi tako imenovanih davčnih blagajn, da pa se seveda moramo počasi poenotiti, kakšne bi te davčne blagajne bile. In tukaj moram reči, da Slovenija ima dosti izkušenj še iz prejšnjih sistemov pri nadzoru tega
tako da smo se v bistvu prikazali kar v dobri luči, tako da je eden od predstavnikov to dejal, hvala Bogu, da je prišla Slovenija, smo se nekaj novega naučili. Pokazali smo jim naše postopke, kako mi nadziramo. Mi smo v bistvu eden redkih, če ne celo edini, ki smo začeli s slikanjem računov, ne vem, če ste to že slišali. Naši inšpektori pridejo v lokal, slikajo račun, ki ga prejmejo, se pravi, to je račun za upravljanje storitve ali pa za kaj drugega. Račun pustijo na mizi in po določenem času, ko je zavezanec pač dolžan opraviti vse svoje zadolžitve, pozovejo zavezanca, da dostavi dokumentacijo. V več kot 6% primerov smo ugotovili, da tam, ko smo to slikali, da so bili podatki prirejeni. No, vidite, zdaj smo pa tam. Zdaj pa, zavezanci se poslužujejo različnih vrst. Predvsem najlažje je tiste, ki so pač davčni, ki so blagajne računalniške. Zdaj, recimo, imate že take račune, ki imajo kar črtno kodo, recimo na računu. To je potem še toliko lažje omogoča prirejanje podatkov. Ker pa je število inšpektorjev omejeno, ker imamo pač omejene resurse, bi bil ta način uvedbe davčnih blagajn pač najboljša možnost. Ok. Se pravi, če sem vas prav razumel, zdaj, če bi mi to uvedli pred Evropsko unijo, bi morda tudi Evropska unija dobila nek nov sistem, ki bi ga morda začelo uvajati v drugih državah, bi to pocenilo neke stroške našega sistema? Ne, poglejte, predvsem je možnost za naše znanje, ki ga imamo, to je IT znanje, ne sicer državno, mislim, ampak vse to, kar imamo pač, da se uveljavi v Evropski uniji, ker znanje imamo dovolj. Zdaj pa, da bi mi prej uvedli, po mojem bilo dobro, da se dogovorimo na okviru Evropske unije in uvedemo nek sistem, ki bo kompatibilen, ali pa ki bo pač podoben. Zdaj, Grki imajo nek svoj sistem, ki se imenuje elektronski podpis. Jaz, kar sem pač videl na tej prezentaciji, nisem bil glih najbolj zadovoljen. Da lahko malo razložite, naprimer, ta grški. Gre za neko napravo, ki je s žico priključena na blagajno in ta naprava shranjuje podatke. Ta naprava shranjuje podatke in jih potem tudi nimaš kaj z njimi, ki imaš samo napravi. Naša želja je, da jih imamo sproti in da jih sproti dobivamo. Ker potem lahko sproti ukrepamo. Ker pri gotovinskem poslovanju smo ugotovili leta nazaj, da pregledi klasični, pregledi knjig za nazaj, ko inšpektor pride in gleda dokumentacijo za leto nazaj, pa več let nazaj, niso učinkoviti. V kakšnem smislu niso učinkoviti? Zato, ker te podatki so že prirejeni, pa na tak ali drugačen način. In je pač inšpiciranje težko. Lahko se poslužujemo ocene davčne osnove, kar pa je zelo težko. Kaj so kako izgleda najbolj pogosta utaja davkov pri gostincih? Lahko rečemo, navedemo neke konkretne primere. Je to pač tisto, da izdajo neke račune, ki vejo, da jih pač te potrošniki ne bodo sprejeli, oziroma ko spiješ kavo, te ne zanima ti se račun, da ne vzameš sabo. Je to kaj drugega? Kakšni so te primeri? Poglejte, pri gostincih se največkrat dogaja to, da naknadno, ko že nek promet naredijo, ga zvečer ali pa kako drugače stornirajo. V zadnjem času ugotavljamo, da tiste račune, ki ostanejo na mizah, se pravi, ki jih kupci pustijo na mizah, predvsem pa moram poudariti to, da se tega ne poslužujejo vsi gostinci. Mi imamo gostince, ki nas kličejo, pa smo zdaj pretiraval, dnevno, in nas pozivajo k uvedbi davčnih blagajn. Celo imamo primere, ko so me klicali, ker vejo, da sem vodil ta projekt lansko leto, da se z imenom in priimkom podpišejo po to, ker je zelo težko biti konkurenčen v takem okolju. Ko nekdo plačuje za gotovino delavce, tisti, ki pa to ne počne, jih pa ne more. Ali pa recimo plačuje za gotovino robo oziroma pijačo, hrano, karkoli, ki jo nabavlja, ta pa je ne more. In ima pa drugačne pogoje pri nakupu. Zaradi tega nas pozivajo k zagotovitvi konkurenčnosti, če lahko tako imenujemo. Ampak mi govorimo zdaj največ o gostincih zato, ker smo lansko leto imeli akcijo gostincev. Ampak te stvari se dogajajo na gotovinskem poslovanju, lahko rečem, skoraj povsod. In ravno zato je bil predlog davčne uprave. Brez izjem vsi verificirane davčne blagajne. To pomeni od frizerjev do taksistov, pa če se lahko tako izrazim, tudi odvetnikov, če prejemajo gotovino.